pa kar predstavim današnjega prvega predavatelja, dr. Andreja Gasparija, ki je arheolog, raziskovalec in profesor na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je izkušen arheolog potapljač in vodja ekspertne skupine za podvodno arheologijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer se je intenzivno posvečal raziskavam podvodnih najdišč. Med letoma 2010 in 2014 je bil zaposlen na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, kjer se je ukvarjal s pripravo sistemskih rešitev in področnih strategij. Je član Mednarodne komisije za podvodno kulturno dediščino in član znanstvenega in tehničnega svetovalnega telesa Konvencije UNESCO o varovanju podvodne kulturne dediščine. Velik del njegovega raziskovanja je vezan na arheologijo mlajše železne dobe in zgodnjerimskega obdobja, ledjedelništvo, zgodnjerimsko prisotnost rimske vojske in trgovske stike, rimski urbanizem ter komunikacijsko in komunalno infrastrukturo. Na predavanju nam bo predstavil rezultate raziskav dveh zgodnjesrednjeveških čolnov Deblakov iz Blejskega jezera in potopljenega ledeniškega obrusa pri Želečah. Prosim. Hvala lepa. Pozdravljeni v mojem imenu. Hvala lepa zlasti organizatorjem, ki ste se seveda mojega predavanja udeležili v tako lepem številu. Hvala tudi vsem tistim, s katerim smo dolga leta sodelovali, tudi na občini in ostalim prebivalcem Bleda, ki so prispevali ne samo podatke, tudi podporo pri občinskih strukturah, ki so vedno izdatno podpirale naše raziskave. Vaša predstavitev mene je zelo malo prelepa, no vendarle, da se še vedno poskušam ukvarjati s podvodno arheologijo, nekako koordiniram vse mlajše kolege ali pa njihova prizadevanja, sam se že 15 let sem potopil zaradi nesreče, ki pač oropala te dejavnosti, tako da malo trpim, ko govorimo o podvodni arheologiji, ampak vendarle so odkrite za Bledu taka, da zaslužijo tudi to vrstno pozornost in to, kar bi rad že vnaprej povedal, je sreče, to je en tak ogromen zaklad, vsa ta naša jezera so veliki zaklad, še skriva mnogo tega za zanamce in mi imamo samo en segment, seveda na vpogled. Seveda, kar se tiče, se pravi, bomo kar takole naprej. Ker danes ne bomo mogli vseh stvari nasloviti v iziteto, nekako sem tule si dovolil dve monografiji oziroma publikaciji, ki sem jih sam pomagal soustvarjati, kjer si lahko zainteresirani malce več preberejo o vseh delih, ki so pred letom 12 objavljena ali pa opravljena na samem jezeru, poleg tega pa zdaj v strokovnih oziroma znanstvenih prispevkih poskušamo sproti objavljati te novosti. Zdaj, če samo se preletim, samo sprehodimo na hitro čez zgodovino raziskav, morda vsi Blejci oziroma Blejčani ne vedo, da so že v začetku, na samem začetku 20. stoletja poskušali, ne vemo pa so dejansko izvedli raziskave s potapljavci cesarsko-kraljeve vojne mornarice v Pulju. Se pravi, takrat je Mandelc, Mežnar, tako zelo intenzivno iskanje, kot veste, potopljenega zvona, no, in takrat je bilo poskušal zbrati sredstva, da privabili oziroma tako povabil potapljače. Takrat je bila Avstro-Ogrska vojna mornarica ena izmed vodilnih sil tudi na področju poleg mornarice, tako da so, kot veste, tudi te mornariški potapljači že ob koncu 19. stoletja raziskovali tudi Ljubljanico, Ljubljansko barje. To so dejansko po arheološkem naročilu, po naročilu kustosa Dežmana, nekaj dobre zveze v Dunajskem parlamentu, celo ene najstarejših prav usmerjenih podvodnih arheoloških raziskav na svetu. Tako da tule se je skoraj podobno na Bledu zgodilo, sicer z eno drugačno motivacijo, ampak vendarle ta spektakel bi bil tudi na kakšnih fotografijah zabeležen, tako da je to ena od teh lepih zgodb. Je pa tukaj seznam ljudi in institucij takrat, ki so prispevali sredstva, ali so bila konzumirana ali ne, potem pa ne moramo vedeti. No, tako je ta oprema takrat izgledala, bistveno se razlikuje seveda od tega od današnje potapljaške opreme, saj katero se potapljači potapljajo tam morda s
zrakom ali pa recimo z mešancami tam 50-60 metrov, ne, z drugimi mešancami večje globine, taki skafandri ali pa podobna oprema se danes uporablja res za tehnično potapljanje saturacij, za globoke potope, ampak to so pa posnetki, pravzaprav enih zgodnih posnetkov potapljalcev, ki mi jih je odstopil kolega Sajič. Zdaj, kot rečeno, en velik del raziskav zgodnih je povezan z dejavnostjo zaščitne enote milice pri takratnem ameriškem sekretariatu za notranje zadeve v 70 pa 80 letih, ko so opravljali varnostne preglede potapljači te milice pred prihodom predsednika Tita. In takrat so dejansko v Smlino pa okolico Vile 5 poskušali pregledati, recimo, da je bilo to neke vrste lahko varnostni moment. No in od takrat vemo, poleg drugih najdb, pa so morda bolj znane, sem izbral tole zanimivo, ker je bilo govora o tem, tudi potem Miro Potočnik, ki je bil del takratne enote, je potrdil, da so našli pisalni stroj z valčki, za katerega se je pol izkazalo, da ga je služba državne varnosti takoj prevzela. Se je izkazalo, da gre verjetno za mornariško verzijo enigme tega šifriranega stroja, ki je pač verjetno zapustil takratno socialistično republiko Slovenijo. Tako da naslednja stvar, ki se je dogajala, je enako povezana z zaščitno enoto milice in pa s sodelovanjem te enote z Nušo Logar, ki je vodila potapljaško skupino Narodnega muzeja v Ljubljani, ki je takrat tudi praktično v sodelovanju z milico oziroma potapljači zaščitne enote pregledala praktično celo priobalje in takrat so tudi objavili v tej znani publikaciji Podvodna arheologija v Sloveniji, ki ima 2 številki, te najdbe iz zasebnih zbirk, ki so že takrat nastajale, kot te najdbe, ki so bile odkrite zlasti pravili bed, ki segajo pravzaprav vse od globoke prazgodovine, se pravi, niti ne tako globoke, od železne dobe, pa pol praktično vse do novega veka, vključno s porcelanastim posodjem in drugimi zanimivostmi. Zdaj, še bolj zanimivo se potem ta ekipa, pravzaprav je treba reči roko na srce, ni zelo intenzivno na Bledu raziskovala. Pravzaprav je to trajalo samo dobro sezono, potem je pa zaradi različnih razlogov že leta 85-86 delo te skupine zamrl, zato ker pač ta delovna mesta so sistemizirana in v resnici ni imeli neke kontinuitete. Tako da ta zgodovina naše podvodne arheologije je precej raztrgana v tem kontekstu, ker je pač vezana na posebne interese, ne pa to na neke sistemske rešitve. Žal to še zdaj velja, ampak vendarle v okviru zakonodaje je pač predvideno, da vsak poseg v prostor, ki je registrirano arheološko najdišče in to že dolga desetletja velja, je potrebno opraviti predhoden arheološki pregled, če ne izkopavanje. No in v okviru tega, ko je VTE takrat polagal samo kanalizacijo po dnu Brejskega jezera, smo na izlivu Mlina, kjer je bilo pa že od nekdaj znano, da je potapljač Kržišnik z Jesenic leta 1972 odkril bronstodoben jezičasto-ročajni meč in smo takrat usmerili pač raziskavo na ta način, da smo organizirali najprej izmero dna z enosnopnim sonarjem, takrat če nismo imeli na razpolago teh večsnopnih sonarjev, ki bistveno bolj natančne rezultate producirajo, in to je s podjetjem Harfasi nekako tudi uspelo in smo to polje razdelili na iskalno mrežo, kot rečeno, potem pa z geodetskimi instrumenti, kot so bili takrat običajni, se pravi laserski teodolit, dokumentirali vse točke, ki smo jih pač oziroma vse najdbe, ki smo jih po teh kvadrantih potem individualno izostrili. Poleg tega smo na mestu odkritja te spektakularne najdbe, torej to je bilo prvič, ko da se je meni posrečilo, da sem jaz bil, da sem imel to srečo, da sem jaz najdel bronastodobni meč, kar v arheologiji ni prav redko, ampak vendarle smo nekako poskušali čim več zvedeti o samem najdišču. Bom pa razložil, zakaj je šlo. V resnici v to jezersko kredo, na kateri je meč ležal, smo pogreznili poskušali smo odvzeti jedrni vzorec, ki ga je potem
dr. Culibergova raziskala, no, ampak vendarle takrat ga kronološko nismo mogli opredeliti, ker nas je zanimalo, ali je pravzaprav meč tam lahko v primarni legi ali pa spolzel v tisto lego. Bil je pa na pregibu strmega dela brežine, ampak vendar že na jezerski kredi proti tistemu delu, kjer se jezersko odnožje malce izravna. Gre pa tik pred izlivom Jezernice. Ne. Zdaj, če pogledamo obe te lokaciji, se pravi, na eni strani vidimo z modrim krožcem obkroženo lokacijo, pa očiščeno najdbo tega polnoročajnega meča. In pa na desni strani še jezičastoročajni meč, najden 72 leta, ki je v Narodnem muzeju današnje Slovenije, in pa območje, kjer je po spominu gospod Tržič to najdel. Se pravi, oba meča sta bila najdena blizu drugemu, kronološko sta precej homogena, lahko bi rekli, da sta znotraj 100 let, tam nekje 14-13 stoletje pred našim štetjem, in glede na njuno stanje pa lego, pa tudi na tak značilen kraj, se pravi izliv Jezernice, je zelo verjetno, da nista bila izgubljena po naključju, ne? Ampak sta bila dobesedno en lučaj od tedanje obale najdena, se pravi tam 20-30 metrov, in ta bližina enega in drugega kaže, da gre bodisi za nek ritual, bodisi po spopadu, bodisi individualno odvrženo, ampak definitivno to so posledica, torej sam pojav teh mečev v jezeru je posledica namere, ne naključja. O tem bi seveda lahko razpletel dobesedno dolge ure, ampak mi boste morali verjeti na besedo. Kar je pa pri Mlinem zelo zanimivo, ne, sama Jezernica pa izliv je seveda en tak mističen ali pa simpatičen kraj, tak priteguje pozornost, logično se gre vendarle za izliv jezera. No, in zanimiv fenomen je, da smo mi dolga leta pregledovali potem tudi ostale dele jezerske obale, ampak res nikjer ni bilo take količine sekir kot ravno na tem območju tik pred Jezernico. In smo se najprej pred izlivom smo se sprašvali, dobro, so mogoče led sekali zaradi takih ali drugačnih namer, potem se je izkazalo, da zna biti, in te pojavi so tudi v alpskem prostoru izpričani, torej darovanje sekir v 16., 17. in 18. stoletju, iz obdobja, torej iz katerega izvira ta serija sekir najdenih točno spet na območju, kjer sta pa oba dva meča najdena. Seveda ne govorimo o kontinuiteti, ampak o nekem prostoru, ki zna pritegovati tudi tako religiozno pozornost. Ne. Imamo tudi svetnike in druge, bi rekel, figure iz krščanske, bi rekel, ikonografije, ne, katerih atributi so tudi sekire. Tako da ozadje tega fenomena bilo treba seveda še raziskati. No, to, kar se je pa potem razvilo tudi s podporo občine, ki je precej denarja investirala v ta pregled, torej izmero jezerskega dna z večsnopnim sonarjem, ta pa seveda producira bistveno natančnejši model dna, ne, in smo se nadejali, da bo omogočil tudi, da bo dal tako ločljivost, da bomo lahko tudi posamezne objekte že samega posnetka razbrali in potem točkovno obiskali enega za drugim. Zdaj, izkazalo se je, da je mulj dejansko težava v jezeru, poleg tega pa tudi ta ločljivost te naprave ni tako visoka, da bi recimo pod -20 metrov popolnoma izostrila, bi rekel, reliefno podobo predmetov ali pa objektov, ki molijo ven iz mulja. Tako da smo pa dobili en izjemno dober model jezera, ki pač tudi kaže določene fenomene za te ponori oziroma izviri v osredju. Tako da tako izgleda recimo samo več kot 250 točk je bilo identificiranih kot tujkov, torej da niso del nekih naravnih depozitov v jezeru, tako da so se potem začeli počasi in sistematično obiskovati. Tako da tisti, ki so najbolj očitni, ne, so seveda mlajšega datuma, ne, ker je pač sedimentacija taka, da preko tisto, kar je pozneje v jezeru padlo, da je glede na lego sicer spremenljivo, ampak vendarle praviloma manj založeno oziroma manj prekrito s temi depoziti. No, poleg samega multibima, torej večsnopnega sonarja, smo mestoma uporabljali tudi podpovršinski sonar, bottom profiler, kjer pa
je ta mulj še večji problem, pa tudi razne ujeta polja nekega zraka ali nekih plinov, ki se sproščajo pri razkroju, očitno nekih organskih materialov, tudi imajo to naravo, da zelo dušijo ta signal, tako da ta samo podpovršje pod muljem preprosto ni ravno optimalno, bom rekel, berljivo ali pa razpoznavno, ampak so pa te podolgovati objekti, ki v večini primerov predstavljajo neka plovna sredstva, iz različnih obdobij. Tisto, ki je morda tudi kar nekaj pozornosti vzpodbudilo, je definitivno čoln iz kraljeve čolnarne, pri Vili Bled oziroma pri Suvoborju. Tako da tukaj imamo Petra, ki je upodobljen v samem mladosti, na čolnu, ki je pravzaprav identičen, na tipu čolna, ki je identičen temu, ki je bil odkrit tlele pred Lastovko. Se pravi, tole je pa Peter potem v službi britanskega kraljevega letalstva, torej med drugo svetovno vojno. Tako, zdaj pa počasi prehajamo na lokacijo tega skalnega obrusa, kjer so bile nekaj leti izvršene prav take, bi rekel, raziskave. Ta obrus smo imeli ogledan že dolga leta in tak lep ledeniški obrus, ki jih pravzaprav pri nas ne vidimo prav veliko tudi na površini, ker so običajno obraščeni ali pa z nekimi sedimenti prekriti. To je pa en tak fenomen v samem jezeru, ki nas je od nekdaj nam je dal misel, da tam bi bila zaradi plitvine, seveda, ko je ta obrus na tistem mestu tvori, da bi znala biti kakšna zelo zanimiva konstrukcija. No, in to je, kot vidimo, v bližini obale, verjamem, da vsi poznate to lokacijo. Tukaj so se generacije potapljačev seveda svoje opravile, ampak mi smo računali, da ne zanimajo vseh te drobci keramike in vse, kar nas seveda zanima, no in smo seveda imeli nekaj tudi sreče. Je pa zanimivo, da na tej lokaciji vidimo tole multibim, nekaj se vidi njegova ločljivost, torej večstopni sonar, tukaj se pa vidijo te dobesedno, pravim, take palote, torej palvani, ledeniško obrušen, tak veliki prodniki, ki jih je na tem mestu očitno nekaj zadrževalo in stvorijo na tak prav zanimiv podvodni fenomen. In zdaj tisto, kar je bilo na tej lokaciji najdeno že prej, mi zdaj ne vemo, poskušali bomo še kaj evidentirati, ampak dejansko neki kosi pa kažejo, se pravi, vidimo neke osti, neki kopi, vidimo os z krilci, in pa tudi nekaj keramike. Torej, to ni edini kos, ampak edini tak, bi rekel, ki ima poznaven profil, potem pa vidimo lonce, pravzaprav vse od 17. do 18. tudi 19. stoletja, tam se precej smeti, pa razne tonske cepi so se tam odlagale med raznimi posegi, tako da prav lepo eko po obali ni. Ampak stran od obale, torej med temi kamni se pa najdejo tudi po 10. 11. stoletje keramika in ena od naših tez je, da je bila tam lesena ploščad montirana na takih trikotnih kozah, ki je pač nosila neko inštalacijo, bodisi za ribolov, ne bi rekli, da je bila sicer nekaj podobna utrdba, kot je na Hodiškem jezeru, se pravi samo severno čez Karavanke odkrita, kjer je pa dejansko na območju kolišča sredi Hodiškega jezera, torej kolišča iz pozno neolitskega in neolitskega obdobja, sred kolišča odkrita lesena konstrukcija s ploščadjo iz 12. stoletja, pa tudi podobnimi puščičnimi ustmi. Tako da spet ena taka enigmatična najdba. No, tisto, kar pa potem nas pripelje do osredja naše pozornosti oziroma današnje predstavitve, so pa odkritja, ki so nam jih bodisi sporočili potapljači, Društvo za podvodne dejavnosti BED, bodisi naši kolegi, arheologi potapljači, eni so tudi med nami danes, no, in v resnici so tisti, ki pravzaprav res odpirajo tudi novo sliko o tem obdobju zgodnje srednjeveške poselitve na Bledu, pa tudi nekaj zelo zanimivo vprašanje o ozadju potopitve teh čolnov iz Dolbancev. Tako da potem, ko smo se z lokalnimi potapljači sporazumeli, da verjetno ne gre za korita za krmljenje domačih živali, ko smo dobili prve fotografije, smo pač tako seveda potem organizirali pregled, tako da to je v tem delu, se pravi v bližini Grajskega
kopališča, pravzaprav kar v neposredni bližini. No in to so prvi posnetki, kjer je bilo pač evidentno, ne, da gre za eno plovno napravo, torej prav deblak. Vemo, v slovenščini imamo celo vrsto izrazov zanj, celak, brunik, deblak, izdolbenec, drevak, no, monoksil tudi iz tujke, se pravi, gre za iz enega kosa debla ali pa lesa, če želite, iztesan, izdolben čoln, ki ima v tem primeru neke konstrukcijske rešitve, ki so pravzaprav same po sebi lahko že pozno neolitske starosti, sam smo seveda potem nekako poskrbeli za malo bolj celovito tipološko, bi rekel, analizo, zlasti pa za datacijo, ne? To vse v sodelovanju s kolegi z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, s katerimi dolgo časa že sodelujemo. To je, bi rekel, naša začetna dokumentacija izdelala, to je nam pač omogoča seveda sam začetni pristop, zato da lažje načrtujemo nadaljne posege. V bližini je bila odkrita tudi ena koncentracija kosti, za katere smo bili najprej malo pozorni, namreč v širšem evropskem prostoru je znanih kar nekaj pokopov v čolnih, se pravi ena alternativna oblika pokopavanja. Potem se je to v konkretnem primeru izkazalo, da te kosti niso človeške, bila je pa še ena lobanja, človeška lobanja, za katero se je pa izkazalo, da verjetno pripada eni žrtvi utopitve, verjetno malo po drugi svetovni vojni, ker pač ta lobanja je bila že po nekem premeščenem položaju 100-krat, da zapravo vse dosti, bi rekel, smo nekako jo izločili, no, iz te arheološke obravnave. No, ampak čoln je bil dejansko založen s kamni in zelo verjetno namerno potopljen. Bom še poskušal osvetliti, zakaj je šlo. V resnici je bil izpostavljen skoraj v celoti, se pravi nič zamuljen. Malo smo se igrali s temi podvodnimi droni, ampak vidljivost je pač spremenljiva ali pa lahko tudi zelo slaba, tako da je bila to samo neke vrste orientacija ali pa bi rekel varnostni prijem. Potem iz teh začetnih posnetkov najprej izdelan fotogrametričen model, to pač danes tehnologija seveda omogoča, ta je bil prvi s temi preseki, ki je vendarle služil spet samo za preliminarno oceno. Potem pa v okviru akcije, nedavne akcije, pa dejansko zelo natančno fotogrametrično snemanje celega plovila in pa izdelava tazga res natančnega modela, to je dejansko situacija, kot bi bilo, če bi pa kristalna čista voda, pa bi ga videli, seveda takrat bi bil seveda odkrit. Tako da to so kolegi iz Zavoda za podvodno arheologijo prispevali ekspertizo, pa trud za izvedbo, to je še iz druge smeri prikaz, se pravi čoln ima samo premcu hranjen, krvni del manjka, ali je poškodovan ali ne, je vprašanje. Ampak dejstvo je, prvi del založen s kamni, verjetno to pomeni, da je bil tudi zadnji del založen, da je pol pri kakšnem premiku po pobočju, zdaj to je bilo okoli 15-20 metrov stran od obale, še vedno zdaj ne vemo, a je lahko spolzel po pobočju, pa je bil bližji obali, kot shranjen pod vodo. Veste, da se deblaki, bom rekel, v historičnem obdobju, ker kot vemo na Monzeju ali pa na drugih avstrijskih jezerih so bili deblaki iz iglavcev. Ta ni iz iglavcev, bomo povedali, iz katerega materiala je, v uporabi še v konc 19. stoletja, v 20. stoletju, in tam je praksa bila, da se deblak v času nerabe potegne ven na kopno in se ga obrne okoli, se pravi na glavo, kot se reče. Medtem ko če ga pa dlje časa ne rabiš, se pa take čolne shranjuje v vodi, se jih obloži in se jih popolnoma potopi. In tukaj najprej nismo vedeli, s čem imamo konkretno to opravka. No, takrat je bila sprejeta odločitev, vendarle, ko smo dobili že same datacije, da se ga dvigne, vendarle je bil tako zahteven dvig in se je pač takoj poskrbel za prevoz v restauratorski center Zavod za varstvo kulturne dediščine. To je ista ekipa, torej Zavoda za podvodno arheologijo v sodelovanju z Društvom za podvodno dejavnost izpeljala. Tako da na ta način smo potem rekonstrukcijo plovila naredili na podlagi tega fotogrametričnega modela. Vidimo, da je tam okoli 4 metre bil prvotno dolg, to je bolj med manjšimi deblaki, če smo iskreni, ampak ne pa med najmanjšimi. Vidimo, da so bili samo okoli 35 cm visoke stranice, boki, če želimo. V resnici potem ta
prekati, ne, se pravi nekaj, kar bi dejansko lahko služilo nekemu razmejevanju enega tovora, lahko ribiški čoln izvorno, ne, čeprav ribiški čolni imajo običajno prekate, take bolj očitno namensko izdelane, ampak te prekati oziroma te predeljne stene, ki so iztesane seveda iz istega kosa, nekako lahko služijo tudi v procesu izdelave, da se lažje drži kontrola nad debelino dna. Ker v starejših obdobjih prazgodovine, pa tudi pri nekaterih mlajših, na to nakazujejo izvrtine v dnu. Se pravi, preden so začeli čoln deblak delati, so na zunanji strani zvrtali v globino toliko globoke izvrtine, kolikor so želeli, da je dno debelo. In ko so z notranje strani potem to posnemali, ko so prišli do teh lukenj v osi, seveda sredinski osi plovila narejenih, so vedeli, da je ta debelina, ki jo pač želijo imeti. Ne? No, tisto, kar je najbolj zanimivo, je, da je bil čoln izdelan iz macesne. Ta poraba macesnovine je pa nekaj izjemnega tudi v alpskem prostoru in to nas je precej presenetilo. Drugače, kot veste, ogromna večina čolnov deblakov iz prazgodovine pa iz rimskega obdobja je, razen iz globokih obdobij prazgodovine, izdelana iz hrasta. Še prej v mezolitiku ali pa v neolitiku, ko niso imeli še razpolago tako ostrih kovinskih orodij, so pa pogosto iz lipe ali pa iz drugih mehkejših vrst lesa, kar je, verjamem, razumljivo. Ne? Zdaj pa prevladuje hrast, potem pa po večino hrastov, vsaj v izvenpanonskem prostoru, posekajo primernih velikosti, pa potem pridejo v alpskem prostoru na vrsto iglavci. Ne? No, to, zakaj je tukaj ta macesen, to bo še zdaj ne vemo čisto dobro, ampak datacija tazga čolna je seveda lahko razmeroma enostavna. Ne? Najprej so naši kolegi, kolegi iz lesarstva so pregledali branike, potem so se te branike v enem od presekov, tistih, ki je bil najbolj očiten pa izpostavljen, se ni nič poškodovali, nič vrtali, samo prešteli v preseku in potem se je najmlajša in najstarejša branika odvzela, vmes so se pa preštele. Ne? In se pravi, ta vmesen del, to se v procesu tako imenovanega wiggle matchinga, se pravi, ko mi dve radiokarbonski dataciji, konkretno AMS dataciji, dobimo, ki sta na plus minus recimo 40 let, se potem s to metodo wiggle matching, ker imamo znano število branik med obema letnicama, ki smo jih vzorčali, sam producira še bolj natančno starost poseka ali pa najmlajše branike. Ne nujno poseka, ampak najmlajše ohranjene branike. Ne. In takrat se je pač, bomo videli, izkazalo, ne, da to pade v čas, ki je tukaj gor naveden, se pravi, nekje, če gledamo za tole verjetnostjo sigme, ne, se pravi, tam nekako pademo v 8. stoletje, ne, v drugo polovico 8., morda v začetek 9. stoletja. Ne. In zdaj ta T-sequence pomeni ta wiggle matching, se pravi to samo korekcijo, ne, in vidimo medijano 816. Ne, se pravi, to je srednja, ne, to je lahko tudi plus minus 30 let, ampak ta medijana, ne, je nekako nakazuje začetek 9. stoletja kot starost najmlajše branike. No in potem čisto naključno, kot bi rekel, narava ali pa okoliščine čakajo včasih 300 let, da se kaj spremeni, tukaj je bilo pa pravzaprav skoraj nemudoma ali pa kmalu po tem odkritju. Je pa kolega Rok, tudi s potapljači društva za podvodne dejavnosti Bled, na ogled okolice otoka, pa seveda kamor se pa odpravljamo že od nekdaj, no, ampak prav resno pa se nikoli tega nismo lotili. No in na tem delu zelo blizu Studenca, opozarjam na ta detalj, tega Studenca slavnega na otoku, najde čoln z zelo, zelo podobnimi značilnostmi, tokrat pa izdelan iz lesa lipe, kar je pa bolj običajno, ampak ne toliko kot bi rekel hrast ali pa kaj drugega pričakovanega ali pa celo poznejše smreke oziroma jelke v alpskem prostoru. Ta lipa, ne, je, zakaj sta ta dva čolna, bi rekel, zelo pomembna. Zdaj, kot vidimo, enak ima prekatno steno. Kolega Rok je čisto pravilno ravnal, čoln je tudi založen s kamni, se pravi obtežen ob strmini, se pravi tam, kjer se skalna strmina iz samega
samega otoka prevesi v neko dno, v neko zelo strmo podvodno brežino. Zdaj, zelo verjetno nekje na tistem območju bi čoven tudi potopljen, zdaj ali namerno ali ne, zelo verjetno namerno, glede na to, da je obložen. No, ampak tisto, kar je spet datacija, ne? Tukaj smo pa wiggle matchinga še nismo naredili, preprosto zato, ker niso lesarji, pač zaenkrat ni bilo niti dogovora, da grejo na ta način procesirati les, kot smo dogovorjeni, ampak vidimo, da imamo upravka z zelo, zelo podobno datacijo, kot je bil ta deblak iz okolice grajskega kopališča. Zdaj, se pravi, dve točki, taki dosti prepoznavni na samem jezeru, no, tukaj vidimo na teh, ta karta mi je ena mojih najljubših, pač upodablja situacijo iz začetka 19. stoletja, ker let pravzaprav še ni nič preoblikovanje in vidimo vse te čisto naravne potoke, ki se vanj izlivajo, izliv jezernice, vidimo, to je zelo natančna, bi rekel, natančen topografski izris, vse terase, tudi vidi se ta prebojna nekdanja struga, starejši izliv iz jezera mimo Želeč, kaj je ta fenomen, kaj je, me bojo pol kolegi popravili, kaj je tukaj še let zajezeval pri samem mlinom. Otok jezera je jezero odtekal čez to dolino, ki je zdaj praktično že čisto pozidana. Se pravi, ta del, te bregovi, te nekdanje doline, če bi kje iskali kakšen pozni mezolitik ali pa neolitik, treba se na teh območjih verjetno iskati, no, ampak če gremo naprej, zdaj pa situacija v zgodnjem 7. veku, namenoma nisem koncipiral predavanje na način, da bi povedal vse od A do Ž o arheologiji Bleda, ker je zdaj toliko novih stvari, pa tako spektakularne stvari so, da to zaslužijo to kolegi, ki so specialisti, to na kakšnem drugem mestu ali pa drugi priložnosti osvetlijo. No, ampak jasno, da je ena od osrednjih točk pozornosti arheologov, pa tudi zgodovinarjev, ki se zanimajo za zgodnji srednji vek, na Bledu ravno Blejski otok, drugače pa poznamo seveda obsežno že razmeroma zgodno, recimo vendarle zgodne srednjeveško in jaz si bom kar drznil reči slovansko naselitev na pristavi, pa potem vse ostale fenomene, ki so pač povezani z rabo tega zelo, zelo pomembnega prostora, ki ga danes grad zaseda. Se pravi, tisto, kar je bilo na gradu, lahko sočasno ali pa pred prihodom Slovanov enako zanimivo, nekaj smo raziskovali tudi na Zahodnem vrhu, kjer so bili rezultati sicer na papirju spektakularni, potem nas je pa presenetilo, ampak tudi zanimive stvari, ki bo verjetno še enkrat v kakšni turistični ali pa tudi drugačni promociji mogoče izkoristiti. No, ampak tisto, kar je dejstvo je, da sta ta dva deblaka najstarejša zgodne srednjeveška deblaka pri nas. Preprosto zaenkrat pri množici deblakov z Ljubljanskega barja, jih je več kot 65 znanih, pa tudi nekih drugih lokacij v Sloveniji, skupaj mogoče 70, ni nobenih iz tega obdobja, bi rekel, zgodnega srednjega. Zdaj, da se nekako časovno vendarle pozicioniramo, ta srednja vrednost teh datacije je nekako sodi v ta slavni zaklad iz Zasipa, ki je pač datiran, ki ga je kolega Pleterski iz inštituta datiral v ta čas ali pa okvirno čas upora Ljudevita Posavskega, in to so te naši, se pravi, deblaki, s temi deblaki so pluli Karnjolci, recimo naši predniki iz doline Save, se pravi prebivalstvo, ki je vključevalo tudi prebivalstvo Bleda. Se pravi, pol v poznejšem obdobju to seveda postane ta frankovska grofija, ampak tukaj so Karnjolci še kot eno svobodno ljudstvo nastopajo, in v resnici gre tukaj za ta horizont prve te konkretne faze naselitve, slovanske naselitve tega Blejskega kota. In v ta čas so ta tudi oba dva deblaka in morda sam še en sklic, Slovani so v bizantinskih virih slovijo že od 6. stoletja naprej, ko se pravzaprav bolj intenzivno pojavljajo v Panoniji, po vsem tem prostoru, severno-egejskem, Tesali in tam Traki vzadej, se pravi, veljajo za specialiste za prečkanje rek, na splošno za ukvarjanje z rečnimi tokovi, pa za hitro izdelavo takih čolnov, ki omogoča vojaške premike. Avari so tudi Slovane najemali kot specialiste za izdelavo takih čolnov za forsiranje rek. Tako da to je ena slovanska veščina, ki jo pač oni prinesajo iz svoje pradomovine. Tako da isto
oni so tudi, kot veste, specialisti za boj v zapletenih okoliščinah, sicer njihova oborožitev je, ta zgodna je, se zdi taka malo rustikalna, no, ampak vendarle v resnici ta prostor in viri jih poznajo, kot sem omenil, ne. Tako da dejansko so nek tak topos, ne. Deblak se v historiografiji, tej bizantinski pa visoko srednjeveški, kar nekako povezuje z slovansko ekspertizo, ne. Zdaj, kako jih zdaj razumeti, pa kako jih interpretirati, ne. V resnici eno je čisto funkcionalno, sta bila potopljena, za čas, ko jih niso več rabili. Drugo je pa možnost simbolne potopitve, kot je gor seveda nakazano, ne. Se pravi, ta potapljanje, ne, začasno potapljanje je seveda tudi nek fenomen, ki ga lahko potrdimo v okviru kakšnih naselbinskih najdb, kar so Mikulčice, malo mlajše sicer najdišča, na Moravskem in tako naprej, kjer so v rečnem oklupu ob naselbini dejansko tudi namerno potopljeni deblaki, odkriti verjetno za čas, ko jih ne rabijo, ne. Zdaj, v resnici, kar je pa najbolj zanimivo, ne, je pa, da sta ta dva čolna starejša od najstarejših znane faze, bi rekel, pokopavanja Slovanov na samem Bledu. Zdaj, ena od misli je bila, da je šlo za simbolni pokop, ne, in takrat, ko smo tiste kosti, za katere se je izkazalo, da so živalske, ne, pač najprej, možno pa, da je šlo za simbolni pokop, oziroma niti ne za simbolni, ampak dejansko alternativno obliko pokopa. In zdaj seveda vsi pričakujemo zagon raziskave čolna ob Blejskem otoku, ker ko se bo to razkrilo, potem ko bomo vedeli, kaj z njim narediti, ker tazga čolna, zasudga z muljem, ne smemo odpirati, dokler nimamo zelo natančnega načrta, a se bo izvlekel, dal konzervirati, to seveda zahteva svoje sredstva, ampak do takrat smo pa tudi z potapljači lokalnimi dogovorjeni, da se tega ne dotika, ne, da imamo pač čisto situacijo, ko se bo mul odgrnil, je pa pravzaprav v celoti zasud, razen tega verjetno premčenega ali pa morda krmnega dela, zato še ne vemo, ne. Tako da tisto, kar je pa prej omenjen Studenc, ne, ki zdaj vstopa v to igro, je pa seveda, da se domneva, da je Blejski otok pred začetkom pokopavanja lahko imel ne ekskluzivno, ampak tudi neko simbolno religiozno vlogo, ne, v, bi rekel, predstavah teh zgodnjih slovanskih naseljencev. Tako da lahko, ne, je bil ta Studenec ravno tista točka, ker taki naravni kraj, ne, Slovani, pa tudi Germani, pa vsa ta ljudstva, ki bi jim iz te perspektive lahko rekli barbari, naravne kraje častijo, ne, torej v naravnih krajih se njihovi rituali odvijajo. Tinkplaci, pa potem razni sveti gaji, tamfane, pri Germanih imajo svoje odmeve tudi pri Slovanih, ne, in ravno ta Studenec, tudi kolega Peterski, ki je en največjih specialistov, če ne največji, poleg Štularja, kolega za ta prostor, in oba se strinjata, da bi ta Studenec lahko bil nek tak predmet čaščenja, ni dvakrat za reči, da ni čoven po neki povezavi tudi s to samo točko. Tako da tukaj je en del ekipe, ki je dvignila prvi deblak pri grajskem kopališču. Tako da tukaj gre seveda vsa zahvala, kot rečeno, ne samo občini, ki je podprla, pa Ministrstvu za kulturo, ampak seveda vsem lokalnim potapljačem, pa vsem našim arheologom, kolegom, ki se pač trudijo. Čoven bo, mislim, da čez kakšno leto pa pol že konzerviran v celoti, zdaj je v melaminu, ne, ta melamin traja zelo dolgo, da prodre v les, torej centimeter, približno leto, ampak potem je to praktično možno v normalni atmosferi prikazati, ne v nekih kontroliranih pogojih. Da skupna želja takrat, ko smo ga dvigali, je, da se vrne na Bled, ne? Da bo tukaj tudi razstavljen. Kam se bo vrnil, pa v kakšne okoliščine, bomo pa verjetno morali malo začeti pogovore. Tako da jaz sem vam res lepo zahvaljujem za pozornost, pa upam, da nisem bil dolg. Hvala lepa.